Milena Kukrika se s Crohnovo boleznijo, hujšo obliko kronične vnetne črevesne bolezni, bori že več kot 20 let. Z diagnozo se je težko sprijaznila, se spominja, še težje bolezen sprejema okolica. Pred črevesnimi boleznimi se še vedno obračamo proč, ugotavlja. Življenje pa je okrenjeno, ne moreš živeti kot vsi drugi, nimaš praktički, težko je odpreti se, povedati ljudem, kaj ti je, tako da pridejo problemi. Recimo, jaz sem izgubila službo, sem bila v gostinstvu, ker nisem mogla delati na tak način, ne. Dolgotrajna obdobja močnega vnetja, ki ga spremljajo bolečine in zelo pogosti obiski stranišča, bolnika onesposobijo za dalj časa. S protivnetnimi zdravili, dieto in rednimi kontrolami pa je življenje znosno. Problem je, ker bolezen narašča. Kaj je pa neposreden razlog zanjo, se pa ne ve. Gre za preplet okoljskih dejavnikov, genetske predispozicije in nenormalnega imunskega odziva, ki pa primarno nastane v celicah črevesne stene. Nekje 25 do 30% bolnikov zboli že v otroštvu. In bolezen v otroški dobi in pa v obdobju mladostništva dejansko narašča. Naša slovenska epidemiološka raziskava je pokazala, da je v zadnjem desetletju poraslo kar za 2-krat število bolnikov. Zanimivo je, da gre za bolezen razvitega sveta, zato jo povezujejo s stresom, pa tudi s preveliko skrbjo za higieno. V Sloveniji tako za eno od oblik kronične vnetne črevesne bolezni trpi okoli 6000 ljudi. Izkušnje in nasvete si v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen delijo že 10 let. V Društvu Primorske spominčice pa v Svetovnem dnevu zdravja opozarjajo na demenco. Bolezen je v družbi vse pogostejša, nima pa sistemske zdravstvene in socialne podpore. Z nami je predsednica društva Tatjana Cvetko, lepo pozdravljeni. Ja, dobro. Torej opozarjate, da se demenca tako počasi prikrade in da jo prepozno prepoznamo. Koliko sploh recimo vemo o demenci? Ja, nasplošno pravzaprav vemo malo o demenci in dostikrat jo verjetno v svojem okolju spregledamo, dokaj prav ne trešči v nas s kakšnim dogodkom, s kakšno neprijetno v bistvu reakcijo, tako da potem začnemo mogoče razmišljati in vse, če poznamo te reakcije, je res potem mogoče pomembno, da moraš pomisliti na demenco in pol je mogoče tudi to reševanje lažje. Drugače pa tako, vemo o demenci, da je to bolezen, da je to posledica sprememb na možganih, da bolezen traja dolgo let, počasi napreduje in da žal še nimamo čudežnega zdravila zanjo, se pravi, se moramo enostavno prepoznati in se pripraviti na njo. No, vi si želite, v vašem društvu si želite, da bi bolniki čim dlje bili vključeni v družbo in zato napovedujete projekt Koper demenci prijazno mesto. Kako ste ga zastavili? Tako je, res. Bolezen ne pride na hitro in tu traja dolga leta, včasih, ne vem, 5, 8, 10, tudi 15 let in s tem nekako moraš živeti, ne moreš biti zaprt noter med 4 stene in pravzaprav tudi ni prav. Bolniki v začetku bolezni, če zgodaj prepoznamo, tudi vemo, da lahko še sami živijo, da pač rabijo neko podporo, neko pomoč, ampak da lahko še samostojno v svojem okolju živijo in seveda kot taki, če vemo, da so bolniki že prepoznani, hodijo tudi še vedno v trgovino, še vedno plačujejo z denarjem, še vedno hodijo na banko, še vedno hodijo čez cesto. Ta krožišča so prav nesrečna tudi za vse starejše, ki nimajo demence, ne? Kaj šele za tiste, ki pravzaprav so se učili voziti avto mogoče 30-50 let nazaj. Torej boste tudi na tej prometni varnosti delali? Gotovo tudi, na tem bomo morali nekaj narediti in zato pravzaprav po eni strani si želimo, da bi bili čim dlje seveda vključeni v normalno družbo. Kaj to pomeni? To pomeni prvič za bolnika neke dodatne stimuluse, da pravzaprav ohranja tisto, kar mu je še dano. Po drugi strani pa pravzaprav omogoča tudi ostalim v družini, da še nekako normalno živijo. Ker sicer, če se vsi zaprejo med 4 stene, je potem hudo res za vse. Ne samo za bolnike, tudi za svojce. Kako pa sicer pomagate v društvu tako svojcem in tudi bolnikom? Ja, mi imamo redno organizirano skupino za samopomoč, pravzaprav kamor svojci prihajajo, se srečujejo enkrat mesečno. Zdaj imamo na Primorskem že kar 4 skupine, ki delujejo enkrat mesečno in tam se pravzaprav dobijo, pogovorijo. Marsikdaj tako čisto konkretne situacije rešujejo, kaj se je dogajalo doma, kaj rabijo. Seveda pa tudi za naprej nekako vidijo, kako bolezen gre, kje so
Tako da jim to veliko pomaga pravzaprav, da rešujejo. Morda samo to, ste recimo preverili odziv pri tistih, ki bi jih radi seznanili z demenco? Ste mislim tudi na ustrezne službe? Tako je. Mi danes šele napovedujemo projekt Koper demenci prijazno mesto in bo seveda del večjega projekta, ki bo v parih letih potekal na Primorskem, demenci prijazna primorska mesta, ne bomo samo v Kopru ostali. Nismo posebej še preverjali, ker za take projekte pravzaprav, tako ko si ga že mišljamo, rabiš kar nekaj logistične podpore, pa tudi sredstev. Vemo pa, da nekje moramo začeti. No, in tako bomo začeli pravzaprav. Imamo odziv naših svojcev v skupini, ker vsak mesec prinesejo na skupino nove zgodbe, kaj se je njihovim zgodilo, kaj se je njim zgodilo in vidimo, da pravzaprav rabimo več znanja. Veliko uspeha vam želimo pri tem. Najlepša hvala.